Zdaj, danes pač na tej današnji predstavitvi jaz čisto par uvodnih misli, takih pač širših, ne vem, o zaposljivosti, pa tem recimo, verjetno koga tudi zanima, kako se da kombinirati z drugimi študiji, ne, se pravi pač, če je smiseln prehod ali ne, ne. Potlej pač ten del prvi, kjer ste pravzaprav dosti podatkov, mogoče par misli, no, potlej bo za mano v nadaljevanju bo profesor Matija Klopčič, on bo predstavil samo vsebino magistrskega študija, zdaj pač kako poteka študij, kaj so razlike ključne, recimo čisto z vidika organiziranosti s tem, se pravi prvo stopnjo, ne, univerzitetnem VSŠ, tu boste videli, da je pač širina programa bistveno težja, pol recimo, kaj je bilo meni zanimivo, saj ste bili tudi vsaj deloma nekateri vpeti, ne, zdajle smo pač že drugo leto se zelo ukvarjamo s prenovo študija, ne, tako temeljito gremo pač se pogledati, kaj dela in kaj ne dela, ne, se pravi pač, kaj bi se dalo izboljšati, in smo pač in študente intervjuvali, alumne, glede na to, koliko časa je, kaj so končali, potlej delodajalce, ne, potlej odločevalce, pa seveda tudi sami verjamem, da kaj o tem vemo, ampak ena stvar se je izluščila, taka zelo pomembna, tudi študenti, da ne vem, vas toliko prepariramo tu, ali pa dejansko pač se tako čutite potlej, se pravi, da pač tudi dobite ta znanja, to cenite, da je pač pri nas širina, ne, se pravi, nismo ne ekstremni na zelenem ali pa ne pač kakšni, da bi vse zbetonirali, ne, ampak en tako zdravo širino in dejansko pač se upravljanje naravnih virov pač je neke sorte, kako čim bolj nebolečo iz narave jemati, ne, pač iz Zemlje ne bomo odleteli, skupinskih samomorov tudi ne bomo naredili, ne, se pravi pač probaš čim manj uničevati, pa seveda zraven živeti, no, in to pač tudi nadgrajuje magistrski študij, ne, in tudi nismo kakšni objemalci dreves, ne, tako da pač kakšnega verjetno se strašil za magistrski študij, ne, a bo tam, se bomo pol pokazali, par magistrantov, boste videli, vsi imajo take podočnjake do tal, 5 let pol rabijo, da k sebi pridejo, kakšni se že smejijo iz obupa vmes, potlej ne se hecam. Ni tako, pač študij je zelo za ljudi narejen, no, in pač tukaj boste videli, se pravi, kako poteka. Potlej pa ključen del, kar se meni zdi pomemben, mogoče o tem pa lahko par besed, zaradi tega, ker sem v stiku, no. Dejansko, zdaj, če bi pogledali pač pomen ali pa namen študijev ali pa kam seže z nekim študijem, se v času spreminja, ne, recimo, ko sem jaz študiral, je bil doktorat, dejansko bilo to tako pač za zelo majhno skupino ljudi, če hočeš raziskovalno delati ali pa pač takole maltretirati ljudi okrog, ne. Zdaj pa to tako že skoraj jedna pot ratala, ne, in magistrski študij dejansko je pač to profil, ki se ga išče, ne. In parih letih bo to pač vsaj za tako normalne službe v gozdarstvu delati, bo to pač osnovni profil, ne, bo pač manj uporabni ostali, ne, in dejansko si tu, in tem bo Matija pol tudi še povedal, si odpreš širino, ne, se pravi poklice, do katerih dostopaš znotraj tega, ne, tudi po zanimivosti seveda, tudi po odgovornosti, končni fazi pa tudi po plači, ne, in tukaj zdaj številk ne bo pač Matija predstavljal, ampak to vam obljubim, no, pač obljubim. Zdaj sem šel preverit, ker dostikrat je ta govorica, ja, pač ne vem, plače so za drek v gozdarstvu, ne. Odvisno kje pa kje začneš, ne, ampak z magistrskim študijem za eno tako srednje odgovorno mesto na Zavodu za gozdove, ke je recimo vodja krajevne enote, in tu pa rabiš take izobrazbe, so že čisto solidne plače, ne. Zdaj ne vrti se vse okrog denarja, ampak seveda pač pomemben, ne. To je pač tudi neke sorte vložek in zadovoljstvo pol pomembno, no, in teh informacij boste pol videli, bo Matija mogoče še kaj lahko dodal, potlej ena stvar vas radi tudi spodbudili, pa mislim, da magisteriju bistveno lažje, ke pač v tem pač prvi stopnji, sicer Erasmus. Jaz če gledam recimo spremembo študija od mojih časov do zdaj, ne, ali pa recimo bolonjsko reformo celo, pač kaj se je dogajalo, resnici ena ključna taka dobra poteza te reforme je to, da lahko greste ven, no. To in to v magisteriju zlahka uporabite. Res svetujem, to bo pol tudi reklamo naredil, ne. Zdaj, preden predam pol v drugem delu, no, se pravi, ko bo Matija spustil, boste pa še študenti, takrat sem jaz to umaknil, ne, zaradi tega, da bo pač bolj sproščeno, pa Matija tudi verjetno, in tam malo zakuske tudi čaka. Preden grem pa naprej, no, zdaj, okej, malo ste prišli na silo sem, ne, ampak verjetno tudi kdo razmišlja o drugih študijih, ne.
Zdaj, prednost recimo študija na biotehniški fakulteti je vsekakor, da lahko pač kombiniraš stvari, povezuješ in tudi pač kjerkoli magisterij vpišeš, lahko predmetnik sestaviš. Je pa tako, ne, da recimo tudi jaz, ki sem študiral, sem razmišljal, bi šel pa kaj čist drugega, ne. Ampak tu pa ne, no, iskreno ne, da strašijo ali pa kakorkoli povedo, ampak kar nekaj smo imeli študentov, ne, recimo, ki so šli na druge podobne malo študije, ne, ki so taki zelo v nastajanju, recimo razne ekonomike, ne, ampak v bistvu niso bili zadovoljni večina primerih, no, tako da, če boste kombinirali, okej, če veš točen, da bi šel kaj, seveda, pač najbolj važno je srce, ne, pač to, da si odločen, kje biti, ne, ampak to je pač v bistvu dobra stran, da smo toliko veliki fakulteti, da lahko predmete zbiraš okrog, ne, se pravi tudi po drugih študijih in si narediš pač skupaj recepturo, ne. In pač študiji, ki so dlje časa prisotni, imajo ponavadi vse stvari bolj že utečene, ne, se pravi pač veš, kaj boš dobil, ne, in tudi profesorji so bolj preizkušeni, no. Toliko svoje strani, ne, zdaj upam, da nisem nesramen do koga z drugega oddelka rekel, ampak tukaj dejansko prek raznih komisij sem bil noter vpet vsepovsod. Želim vam lep dan, tukaj smo vas še enkrat zbobnali, ne zato, da bi zdaj pol pod smrtno sodbo mogel vsak podpisati, kam bo šel naprej, ampak gre za to, da vas informiramo, no. Ker je pač pomembna stvar, pa spočiti se enkrat odločite pol, to vam tudi svetujem. Okej, hvala, toliko z moje strani, če bo pol kakšno vprašanje, pa vmes, če bom še kaj, ko bo Matija govoril, mogoče še vključil, več pa Matija vabljen. Ti. Hvala. Tole moram sam stran dati. Dela. Takole, dober dan študentom z VSŠ-ja, drugih očitno ni, ne. Z Unije smo se pa glih kar srečali, ne, pa nekaj časa gledali, tako da me verjetno imate že malo dosta, ne. 3 ure je kar dolga doba. Ja, takole, prodekan mi je kar veliko naložil, ne, mislim, da nimam čisto vsega pripravljenega, kar mi je naložil. Ampak ja, bom probal vam predstaviti master študij, to se pravi MSc študij, malo bolj v številkah, no, kaj to pomeni, koliko je ur, kaj morate delati, kakšen je predmetnik, kaj sledi oziroma in tudi na koncu, ja, nekaj o Erasmusu, o možnostih iti v tujino, in pa tudi nekaj o zaposlitvi na koncu, ne bom pa o plačah govoril. Eni ste jih pa že slišali, mislim, da par jih je slišali, za določeno institucijo, kakšne so plače, ne. Tako da ja, tole že poznate zdaj, ne, to se pravi imamo pač dva študijska programa na prvi stopnji, ne, z teh dveh ste vi, zdaj to je malo pripravljeno tudi za študente iz drugih študijskih programov, pa jih danes ni, ne, sem prav videl, da jih ni bilo nobenega, ne, tako da jih ni, tako da prehajate na drugo stopnjo, na master, to se pravi MSc študij, magistrski študijski program, potem iz mastra, iz MSc študijskega programa si želimo čim večji prehod tudi na tretjo stopnjo, ne, se pravi na študij doktorskega študijskega programa, interdisciplinarni študij bioznanosti, kjer je pač tudi ena izmed disciplin upravljanje z gozdnim ekosistemom, to se pravi tudi tam želimo, bi bilo fajn, da kdo izmed vas pride, ne. Ja, to je takšna shema, ki v bistvu je, to se pravi z obeh smeri lahko greste na master. Zdaj, kaj magistrski študij predstavlja? V bistvu predstavlja poglobitev pa nadgradnjo znanja, ki ste ga dobili na prvostopenjskem študijskem programu, ne. Kaj je dodatno je, da gre malo za specifikacijo, to se pravi, gre za, da se lahko poglobite v določeno podrobje, območje, to se pravi področje gozdarstva, ne, z veliko izbirnimi predmeti, če vas pač eno področje malo bolj zanima, greste malo bolj z izbirnimi predmeti v tisto področje, ne, tudi izbirnost je bistveno večja na mastru kot recimo na stopnje izbirnosti predmetov kot na prvostopenjskem BSc študijskem programu. Vsaj zastavljeno je tako, ne, potem je seveda od vas odvisno, ne, in tudi kaj je dobrega recimo je to, ne, da to, kar je že prodekan malo omenil, ne, da lahko izbirate predmete tudi iz praktično cele biotehniške fakultete, tudi kaj drugega, kar je povezano z gozdarstvom, ne.
Tudi mi dobimo študente iz drugih področij, sicer tudi mislim, da je to možno tudi na BSC-ju, ampak na masteru se še bolj izkaže, da se lahko bolj specificirate, ne. Ja, tako da v bistvu, kaj je poglobitev znanja, predvsem je to metodološko. Imate nekaj metodoloških predmetov, ki v bistvu pomenijo nadgradnjo tistega, kar ste imeli na prvi stopnji, ne. Predvsem je tukaj statistika, tukaj so GIS orodja, tukaj so recimo modeliranje razvoja gozdov, ne matematika, ampak metode, ki se recimo operacijske raziskave, ki v bistvu se lahko uporabljajo na različnih področjih gozdarstva, ne. Tako da ja, v bistvu se vam znanje razširi, in kam se razširi oziroma kaj so ta izbirna področja. Razširi se seveda v tista temeljna področja, ki so temeljna področja gozdarstva, ampak pokrije se tudi kar velik del robnih področij, ne. Recimo eno robno področje je tole, ne, hudourništvo, gozd, to se pravi gozdne prometnice, inženirsko, ne, se pravi gozdno inženirstvo je en izmed pomembnih izbirnih, kaj so to, trojčkov oziroma pač, ja, trojčki, ne, ali kako se jim reče, ne. Se pravi en sklop predmetov, ki vas uvedejo v gozdno inženirstvo, ne. Bomo pol malo več jih videli, kateri so ti izbirni predmeti, to se pravi, dobite neka res specifična znanja, okej, s temeljnih in tudi robnih, področij gozdarstva. Veliko je terena, tako kot na BSC, to ste zdaj vi že navajeni, jaz sem imel malo bolj pripravljen za recimo one, ki prihajajo iz kje drugje, ne, vi že veste, da je na gozdarstvu zelo veliko terena, ne. Tako da ja, in tudi na terenu se praktično največ ali pa zelo veliko, naučite, ne, ali pa naučimo, ne. Tako da ja, kako izgleda magistrski študij, traja 2 leti oziroma 4 semestre, obsega 120 kreditnih točk. Razpisanih je 40 mest, bom pol kasneje pokazal eno tabelico, koliko so ta mesta zasedena. Kaj so vpisni pogoji? V bistvu, za vas praktično nekih posebnih vpisnih pogojev ni, razen da zaključite svoj študij, z pač zagovorom diplomske naloge, ne, v času, kot bom pol ene par datumov pokazal, tako da ja, en ali drug, seveda tudi iz drugih primerljivih programov lahko pridejo na master, to se pravi na magistrski študij gozdarstva. Se pravi, zdaj tole v bistvu lahko kar ne preskočim, ne, ker pač nobenega ni iz drugih fakultet, verjetno ni niti zanimivo oziroma mogoče za kamero lahko vseeno povemo, ne, ker pač snemamo. Če bo kdo si pogledal iz drugih programov, da lahko pridejo na naš magistrski študij tudi iz drugih programov, ampak praviloma morajo opraviti neke dodatne premostitvene predmete v vrednosti od 10 do 60 kreditnih točk. Kateri so te predmeti, določi študijska komisija za vsak primer posebej, pred vpisom na magistrski študij, in te predmete morajo pač opraviti, preden v bistvu začnejo, magistrski študij. Tole recimo za predmete oziroma za študente iz drugih, to se pravi iz biotehniške fakultete, iz drugih smeri, koliko kreditnih točk morajo, pridobiti. Zato bom še kar hitro naprej. Tole je recimo primer, kaj morajo narediti, recimo, da boste tudi za vas, recimo, boste vedeli, ne, če bo kdo prišel, vseeno se prijavil, čeprav ga danes ni tukaj, da je mogel malo kaj narediti, še preden je prišel do vpisa na magistrski študij gozdarstva, ne. Recimo iz biologije mora imeti, to se pravi 10 do 60 kreditnih točk, bolj kot je neko področje sorodno gozdarstvo, manj kreditnih točk potrebuje, bolj ko je daleč, pač bližje gremo, ne bom rekel tistim 60 ali pa 40 kreditnim točkam, pa ja, ne. Tako da ja, biologija zelo blizu, potem lesarsko inženirstvo tudi zelo blizu, recimo, ne, zelo blizu, gozdarstva. Če bi šli na mikrobiologijo, živilstvo, recimo, je pa že malo več kreditnih točk, ker je pač podlag o ekologiji in tako naprej pač bistveno manj. Tole je pa recimo iz drugih fakultet, kemijska tehnologija, vidite, ima 25 kreditnih točk, visokošolski študij mediacije v turizmu, recimo, smo imeli tudi en primer, 28 kreditnih točk, 4 različne predmete, so mogli narediti, in pač to se komisija ob vsakem primeru recimo se odloča, ne, kaj mora narediti. Takole datumi,
Prijaviti se morate na MSC študij do 1.9. Tako da pazite to, ne. Prijava poteka izključno v e-obliki preko tekale portala, se verjamem, da vas bojo še kaj obvestili preko referata ali pa kje, ne. To se pravi, spletna aplikacija, kjer se morate vi prijaviti, ne morejo, ni več tako kot v srednji šoli, ne. Zberemo prijave ali pa v osnovni šoli sploh, ne. Morate vi poskrbeti, 1.9. je zadnji rok in veste, kako je z elektronskimi prijavami, ne. Ko je ura tista, ki mora biti, je pač se aplikacija zapre in je to konec, ne. Tako da paziti, seveda ob prijavi ni nujno, da izpolnjujete vse pogoje. Praviloma bo diploma tule problematična, ne. Ker je pač, vemo, natrpano, zdaj morate še izpite zaključiti, in potem tisti, ki greste čisto neposredno, recimo že s 1. oktobrom na magistrski študij, bo šlo na knap, ne. In zadnji rok za zagovor diplomske naloge je 19.9. in mislim, da takrat v septembru je kar nekaj možnih datumov zagovorov, ponovadi smo skoraj cel teden, recimo, potekajo zagovori, da v bistvu se vse spravi skozi, tako da z tega vidika ni problem, ampak problem je bolj, da vi oddate diplomsko nalogo pravočasno. Predsednica študijske komisije me je tudi opozorila, naj vam povem, ne, da boste pravočasno začeli delati diplomsko nalogo in jo tudi pravočasno dali v recenzijo, v pregled v knjižnico in tako naprej. Ta proces traja recimo tudi kakšen mesec lahko vse skupaj, ne. Tako da imejte malo v mislih, začetka avgusta mora biti diplomska naloga zgotovljena kolikor toliko, ne. Tako da ja, to mi je v bistvu rok za oddajo prošnje za zagovor, ko ste že oddali diplomsko nalogo, to se pravi, verjetno je to zadnji rok tudi za oddajo, ne, tam nekje začetek septembra. Tako da to imejte malo v mislih, da boste do takrat diplomirali in zagovarjali, to se pravi, da boste lahko septembra zagovarjali, ne. Se pravi, prijaviti se morate pa že prej, tudi če nimate še vseh obveznosti, tudi če kak izpit še manjka, ne, se lahko prijavite. Tako da ja, izjemoma bo možna prijava in vpis na nezasedena mesta, po prvi prijavi še potem kasneje konec septembra, to se pravi 25., 26. september, če bodo prosta delovna mesta, vpisna mesta. In do zdaj dejansko se ni izkazalo, da bi mi popolnoma popolnili razpisana mesta. Tole so v zadnjih ne vem koliko letih število študentov na MSC študiju, tako da v zadnjih nekaj letih tam med 20 in 25 študentov začne magistrski študij. Tam nekje tudi prehodnost je kar v redu, ne, to se pravi, praviloma velik del študentov redno preide v naslednji letnik, in s tem tukaj ni kaj zelo veliko problemov. Gremo malo na predmetnik, kakšen je. Tako kot na prvi stopnji je v bistvu je predmetnik sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov, s tem, da je tukaj na magistrskem študiju izbirnost precej večja. Se pravi, tole so recimo prvi semester, obvezni predmeti, ki jih morate vpisati, potem je pa tukaj še en metodološki predmet, ki ga izberete izmed 3 možnih, tukajle spodaj so napisani: modeliranje razvoja gozdnih sestojov, operacijske raziskave, informatika v gozdarstvu, tako da dobite malo poglobljeno znanje o različnih metodologijah, metodoloških pristopih in tako naprej. In pa v bistvu potem še izbirne vsebine, to so pa tako imenovani trojčki, ki jih izberete, to se pravi, in se potem izvajajo v študijskem letu, ne. V letu 2024-2025 se bojo izvajali tele 3 trojčki. Na voljo jih je sicer 5, bomo pa na naslednji videli, ampak tam pač zaradi 2 se ne bosta izvajala, ker je primanjkljaj kadra, oziroma ni predavateljev in so pač se trenutno ne izvajata. Se pravi, izmed teh 3 mislim, da izberete 2, to se pravi, se malo bolj specializirate v eno smer, ali to gozdarsko inženirstvo, urbano gozdarstvo ali upravljanje s populacijami prostoživečih živali. To je prvi semester, ne. Se pravi, prvi letnik, prvi semester študij. Ne bom šel zdaj vsega brati, se vidite, se ste prebrali verjetno, kateri predmeti so, ne. No, 2 so še potem druga 2 trojčka, ki se pa
v naslednjem šolskem letu ne boste izvajali, to je pa gozdni prostor in prostorsko načrtovanje in pa trženje gozdnih proizvodov. Potem, če gremo na, kaj je še, to je potem pri izbirnih predmetih. To se pravi, drugi semester je malo več obveznih predmetov, se pravi, to je pač obvezno, tle ni več izbirnosti, in potem v bistvu pridejo pogoji za vpis v naslednji letnik, to je skupno število 51 kreditnih točk. Pol pa se lahko preberete, študent, ki ni opravil vseh obveznosti, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ampak mora vseeno nabrati nekaj kreditnih točk. To se pravi, ni tisto, da vam ni treba nič narediti, ne. Vseeno se morate potruditi, če se le da, da pridete naprej, da v bistvu za ponavljanje je vseeno potrebno doseči 30 kreditnih točk, ne. To je to in pa potem v tretjem semestru, to se pravi drugi letnik, se pa v bistvu ta izbirnost še poveča, in v bistvu imate vi na voljo zelo veliko različnih predmetov, tudi iz drugih študijskih programov znotraj biotehniške fakultete, jih lahko zberete, če se pač želite oziroma se želite specializirati za določeno področje. Zdaj študent izbere 6 usmeritvenih predmetov in v lanskem letu so se izvajali teli, recimo, ne, nabor je velik, to se pravi, če bi dal vse gor, poglejte si predmetnik na spletni strani, jih je kar veliko, ne, tako da v letu 2024-2025 je pa odvisno od vaše izbirnosti, ne. Kaj je tukaj, kaj so me opozorili študijska komisija, da je v bistvu tukaj imamo, ko ne moramo upoštevati vseh vaših želja. Zakaj? Zato, ker je v bistvu minimalno število študentov, da se predmet izvaja 10. In potem v bistvu jih dostikrat tega ni, ne, in seveda se ne more, se zaradi tega pač čisto po pravilih predmet ne sme izvajati, ne. Zdaj, študijska komisija poskuša na različne načine, kako bi rekel, to narediti, da bi bila čim večja izbirnost, da bi se čim več predmetov izvajalo, ne. Vse ne gre, zdaj razmišlja se, da bi bilo omejitev na recimo navzgor tudi na 15 študentov, tako da bi čim več predmetov se lahko izvajalo, ne, to se pravi, da tisti, ki mogoče cinca med dvema, ne, pa gre potem tja, ko je šla večina, ne, da bi vseeno izbral tisto drugo opcijo, ne, in da bi bilo čim več predmetov se izvajalo, ne. Seveda še vedno je pa ta minimum tukaj, ne, in se ga pač moramo držati. Tako da ja, to je to in potem zadnji semester je namenjen magistrski izdelavi magistrskega dela, se pravi, ki je malo večje kot tisto na BSc, na prvostopenjski, ne, tam recimo na študiju obsega 4 kredite, tukaj obsega 30 kreditov, to se pravi, že to vam pove, kolikokrat obsežnejše, koliko bolj intenzivno delo to je, ne, in tudi mogoče intenzivno glede znanja, ne. Tako da to je, se pravi, zadnji semester je namenjen temu, seveda tudi temu, da pač podelate izpite za nazaj oziroma da zaključite študij čim prej, ne. Seveda potem je lahko, mislim, da je tudi absolventa, pač je možno, ne, vzeti, ampak seveda tako je, ne, danes, tako kot če se malo navežem na zaposljivost, ne, danes so gozdarski kadri sploh z zaključenim magistrskim študijem izredno iskana roba, če tako rečem, na trgu, in se že splača čim prej potem tudi zaključiti ta študij, bomo mogoče na koncu še kaj o tem, ne, tako da to je to. In pa potem pridemo na tole, ne, tale zadnja alineja, ne, študent lahko prenese do 30 kreditnih točk iz katerekoli druge univerze po svetu z akreditiranim programom s področja gozdarstva. In tle pridemo potem na Erasmus, ne, kar je že prodekan omenil in tle sigurno mi spodbujamo to, ne, ena zelo dobra izkušnja, ki jo recimo jaz osebno sam obžalujem, da jo nisem izkoristil, takrat še to ni bilo, ko sem jaz študiral, še ni bilo to toliko v razcvetu, dejansko je bilo v povojih in mi je zdaj, ko gledam za nazaj, zelo žal, da tega nisem izkoristil, ne.
sigurno, ker zdaj sem bil jaz, eni veste, na Slovaškem 3 mesece pač službeno in sem videl ogromno Erasmus študentov, vsi so bili zadovoljni. Nova izkušnja, nova videnja, nova spoznanja, nove ljudi spoznaš, dobiš nove veze in tako naprej, ne. Tako da res toplo priporočam, da greste, mislim, da ne vem, če je danes kjer iz Erasmus študentov, evo, Tine bo malo predstavil, ne, svojo izkušnjo, tisti, ki so pa letos tam, pa mislim, da še niso prišli nazaj, ne. Večina naših letošnjih študentov, MSC študentov je trenutno še na usposabljanju oziroma na študiju v tujini. Tako da ja, kako izgleda, saj verjamem, da že veliko veste o Erasmusu, ne. V bistvu dobite finančno pomoč, praviloma se tudi gostiteljica je dostikrat se, kako bi rekel, ne potrudi, ampak imate recimo marsikje, recimo živite recimo dokaj poceni v študentskih domovih in tako naprej, ne povsod, ne. Tujini si upravičen plačila šolnin, če jih imajo, ne. Mora pa biti ta študijska izmenjava vsaj 3 mesece, ne. Ponavadi grejo študenti za en semester in tam opravijo potem študijske obveznosti, ki se jim jih prizna recimo v Sloveniji, ne, v tisti skupni vrednosti do 30 kreditnih točk. In praviloma, no, s tem priznanjem izpitov recimo oziroma opravljenih predmetov pri nas, vsaj jaz imam take izkušnje, ni problema, no. Eni recimo študenti imajo, ne. Tako da ja, lahko greste tudi na študijsko prakso preko Erasmusa, to je malo drugače, to se pravi, lahko greste opravljati recimo v tistem zadnjem semestru raziskavo za magistrsko nalogo, recimo to je ena varianta, lahko greste čisto na študijsko prakso preko Erasmusa, ne. Mi dobimo kar veliko tujih študentov, recimo sem na študijsko prakso preko Erasmusa. Okej, tole spodaj sem pa že povedal, mogoče še par besed o temule, verjamem, da tudi že veste ali pa ste vsaj slišali za štipendije Pahernikove ustanove. Štipendije so, lahko rečemo, v prvi vrsti namenjene ravno magistrskim študentom, seveda tudi kakšen študent na prvostopenjskem študiju dobi Pahernikovo štipendijo, ampak večji del štipendij se podeli na magistrskem študiju. In zdaj je bilo podeljenih okrog 100 štipendij, štipendija ni tako zelo majhna, ni pa zdaj bajna, ne. Tako da, ampak takšna, da si lahko z njo pomagate preživeti mesec, ne. Tako da ja, to je to, tako da tukaj se seveda kriterij za to pa mislim, da ni treba razlagati, ne, za podelitev štipendije, kdo jo dobi, ne. Malo se rangira po nekih uspehih, ne, po recimo ocenah in tako naprej, ne. Zato se že splača potruditi, ne, da so tudi ocene dobre. Zdaj pa mogoče čisto za konec še 2 slajda o zaposljivosti, malo je že prodekan to načel, ne. Magistrski študij, to se pravi, zaposljivost z dokončanim magistrskim študijem je, lahko rečemo, bistveno večja, bistveno lažje dobiti zaposlitev kot recimo z zaključenim prvostopenjskim študijskim programom. Znanje je bistveno večje, širina je večja in zaradi tega ste tudi zaposljivi ali pa so ljudje z zaključenim magistrskim študijem zaposljivi na kar velikem, na širokem naboru različnih področij, ne samo v gozdarstvu, tudi drugje. In ta širina, ki jo dobite s študijem gozdarstva, ker imate od različnih metodologij spoznate do načina razmišljanja in tako naprej, v bistvu vam pripomore pri vašem delu na različnih področjih, ne. Tole so glavni zaposlovalci in seveda trenutno je recimo velik manko zaposlitev na javni gozdarski službi oziroma Zavodu za gozdove Slovenije. Tam je res, in tudi jaz, ko sem govoril z direktorjem in z pač strokovnim direktorjem, kader, ki ga iščejo, je praviloma kader z zaključenim magistrskim študijem gozdarstva. Iščejo sploh specializirane recimo za informatike, za različne pač profile, ne, in če imate to kombinacijo pa zaključen magistrski gozdarski študij, ste sigurno zelo visoko na ranžirni listi, da pridobite zaposlitev. Tako da ja, to je sigurno plus, ne, se pravi, zaključiti magistrski študij je sigurno plus pri zaposlitvi, ne, tudi
prodekan je omenil malo plače, jaz ne bom o plačah govoril, sigurno je pa verjemite z izobrazbo, lahko dobite boljše, z višjo izobrazbo, boljše delovno mesto, kar potegne za sabo tudi višjo plačo, ne. Iz SiDG-ja recimo, ne, smo imeli en predmet, jaz imam predmet gospodarjenje z gozdovi, ko pride gostujoč, pač kolegi pridejo predstaviti njihove institucije in tam smo malo govorili tudi o plačah, ne, ki, ja, v gozdarstvu mogoče niso toliko zelo majhne, kakor si mogoče kdo misli. Seveda so pa delovna mesta, ki pa nimajo najvišje plače, če lahko tako rečemo, ne. Takole bom tole pustil gor. Okej, toliko jaz. Še kakšno vprašanje? Jaz mislim, da Aha, glej, flaske. Ja, ploska. Da se več ljudi. Zdaj, preden gremo naprej, preden vam predamo študentom kakšno vprašanje, oziroma jaz sem vmes še dve stvari, ki bi jih rad tako majčkeno razčistil, si označil. Ja. To leto še ne bo aktualno. Ali pa še eno zatem. To so dolga kolesa. Tako da to žal ne boste deležni. Zdaj, eno stvar se mi zdi pomemben izpostaviti, no, pač tudi pri prenovi pa nasploh je precej govora o visoki strokovni šoli, ne, pa univerzitetnem razlika, ne, in tem verjetno ste se tudi spraševali, ne, pač v osnovi je pač magistrski študij oziroma univerzitetni študij tako narejen, da se skoraj smatra, da greš naprej, ne, ker pač ne da končnih izobrazb. Da sicer ful širine se dobi službe zlahka, recimo, to lahko s prve roke povem, moje diplomante zdajle preganjajo delodajalci, ki bi jih radi vzeli, ne. Ampak v osnovi pač, koliko je bil koncipiran, je pa namenjen nadaljevanju. Dočim za visoko strokovno šolo ni tako, ne. Je bil pač en kot zaključen študij narejen, ne, in zdaj, kako se da pol preiti, oziroma pač potlej trpiš, pa res moraš vse nadoknaditi tiste 2 leti. Zdaj, študij je narejen v vsakem primeru za ljudi, no, in jaz sem pač sam nimam teh izkušenj, sem spraševal ostale, tam Hana vem zdajle odkimava prav, da je za visoko strokovno, da je še lažje, ker se že prej vseh praktičnih veščin naučijo. Vem pa sam, ki jih imam na izpitih, so pač pri enih vsebinah popolnoma enakovredni, je pa določen mank pri teh metodoloških zadevah, ne, ki ga pa pač se da noter dobiti, ne, se pravi, je narejeno za ljudi, to se mi zdi pomembno. Tako da pač, če je interes in če niste, ja, tako, za vse solidne in sigurno pa dobre, pač absolutno odprta vrata, ne. Zdaj, za zaposljivosti je že Matija ogromno povedal, čisto recimo en primer na Zavodu za gozdove nas prav prosijo, dajte ta magistrski študij še ob delu razpisati, tam enih 150 mest bo odprtih v naslednjih 5 letih, ne. In dejansko je tam potlej, saj tudi zdaj ni, no, to imate srečo, no, recimo na biologiji študenti po kakšnih programih se borijo za službe, pri nas je tako, da se delodajalci borijo za študente, ne. Zadnjič, ko smo imeli tule tržnico delodajalcev, je bilo pač najprej več delodajalcev prijavljenih kot vas, ne, tako da je bilo kar malo nerodno. Ja, to je pač privilegij, a ne, saj jaz tudi, ko sem končal, je bilo tako, med 6 sem lahko izbiral, to je super, ne. Je pa tako, da pričakujem, no, da čez čas, vsaj za te, kar so pač javne službe, ne, se bo omejevalo, ne, in dejansko bo pač bolj zaposljiv magistrski program in tam dejansko da pač širino vam da, no, boste videli, to lahko obljubim, ne. Zdaj, še pa ena osebna notica, zdaj mogo pa mikrofon izklopiti, ne, drugi strani pa sam vem, da boljšega leta v življenju skoraj, kot tisto, ki sem pa vzel, oziroma več študijev nisem imel, ne, tako da tudi drugo leto ne bodo vrata zaprta, ne. Toliko. Zdaj sem jaz šel skrit, tako da naprej pa ste svobodni. Hvala vsem. Okej, lepo pozdravljeni pa še v bistvu v imenu nas, mladih zaposlenih. Tukaj na seznam lahko dodamo še enega pač v bistvu delodajalca. Zdajle smo se razširili tudi v bistvu na oddelku za gozdarstvo, tudi zato sigurno rabite magistrski študij. Drugače pa moj namen je tukaj danes drug. Jaz bi zdaj povabila sem, tule imam 4 stole, v bistvu aktualne študente magistrskega programa, da bodo povedali pa, kakšno je v bistvu realno stanje. Ker vem, da se širijo mnoge govorice, a ne. Tako da prosim, če kar pridete, imamo pa tako zelo različen nabor. Zdaj vas bom predstavila, ke pridete dol, no, ali pa če se sami.
Tako da v bistvu lahko vprašate kaj, pa tudi pol se bomo še malo podružili, tudi mene lahko vprašate kaj. Ne bom se zlagala, obljubim. Tako da, a se boste kar sami predstavili, najboljše. Ja, mogoče povejte pač, kdo ste, pa nekateri ste že zaposleni, tako da mogoče še to. Mikrofon imamo pa zato, ker se snima. Super. Lahko pa Bravo. tudi nehamo snemati. Lahko, ja. Da bo bolj iskreno. Okej, pa zdaj